Pozdravljeni, to je slovesen dogodek. Predstavljamo prvi roman Miklavža Komelja z naslovom Skrime sneg. To delo izhaja v okviru Knezove knjižnice. Torej, Slovenska matica se je odločila, da bo svoja dela, kjer izdaja izvirno slovensko prozo, zopet združila v eni zbirki, in ta zbirka je že izhajala med leti 1894 in 1935, imenuje se po Antonu Knezu. To je bil bogat ljubljanski trgovec, ki je velik del svojega premoženja zapustil Slovenski matici, prav z namenom izdajanja slovenskega leposlovja, in s tem delom se tudi obnavlja Knezova zbirka, torej to je sedaj 25. zvezek. Torej, Miklavž Komelj je predvsem znan kot lirični pesnik, izdaja tudi nekaj kratkih proznih del, izdaja tudi malo literature za otroke, pred kratkim eno dramsko pesnitev, sicer je tudi prevajalec, urednik, esejist, tudi znanstvena dela izdaja, predvsem z področja literarne teorije, likovne teorije, teorije filma in tudi riše in slika. Torej, Miklavž mi je večkrat omenil v bližnji preteklosti, da piše roman. In nazadnje pa sva se o tem pogovarjala decembra, ko je srečala sva se na Cankarju in je imel velik sveženj papirjev. To je bilo že pripravljeno za tisk in je vnašal zadnje popravke. In sem ga vprašal, kakšen roman bo to. Sem mu rekel, a bo to bolj liričen roman, ker je pač slovi kot lirik, pač znam po svoji senzibilnosti. Vprašal sem ga, bo torej to liričen roman, bo vsebovalo veliko teorije morda. In on je rekel, ja, da bo oboje, da bojo lirični momenti, da bodo tudi teoretski momenti in da bo na trenutke baročen slog. In nisem točno vedel, kaj ne pričakujem, vsekakor sem pa pričakoval, da bo to eno tako težko delo v smislu, da bo zelo intelektualno zahtevno za brati in tudi, da bo imelo kakih 1500, 2000, 2500 strani morda. No in potem sem pred nekaj tedni prišel v Slovensko matico, da dvignem svoj izvod, in sem bil presenečen, da je knjižica ni tako zajetna, tudi bele platnice, nekam prijetno hrapave platnice, to me je že na začetku navdušilo, potem stopim ven iz Slovenske matice, jaz nisem imel blage veze, o čem je ta roman, in odprem platnice in piše posvečeno duši Stanislava Leniča. Najprej sem bil silno ganjen, neodvisno česarkoli drugega, kako lepo to zveni, posvečeno duši nekoga, ne posvečeno nekomu, posvečeno duši nekoga. Ampak mislil sem, da je to zgolj posvetilo, roman pa se morda ukvarja z čemarkoli drugim. In potem korakam tu navzgor po Kongresnem trgu in listam in potem sem postal neizmerno, torej vznemirjen, ker sem odkril, da piše dejansko Miklavž o sebi in o svojem dojemanju in o svojih spominih na srečevanja z škofom Stanislavom Leničem in da je to avtobiografski roman. In dodatno sem bil torej vznemirjen zato, ker sem že potem, ko sem na hitro prelistal, sem takoj videl, da piše o dogodkih, ki se jih jaz živo spominjam. Namreč z Miklavžem sva se spoznala tam konec 90-ih v krogu pesnikov Apokalipse, predtem sva se bežno za hip srečala, ko je Miklavž nekoč nekaj let pred tem mojega očeta spraševal nekaj o srednjeveških menikih v slaščičarni nasproti Gospodarskega razstavišča, ampak jaz sem vsega Miklavža poznal že dolgo prej. Torej, poznal sem jaz njega, ne pa on mene. Zakaj? Zato, ker on je bil neke vrste zvezda, neke vrste slavna oseba, najbrž tudi širše, zdaj govorim v osnovni šoli, ki sem jo obiskoval, kjer je bil on nekaj let starejši od mene. Torej, to je bilo tisto obdobje 86 do 88. Ta knjiga sicer potem obsega še nekaj let naprej, vse do smrti škofa Leniča. Skratka, Miklavž Komelj je bil takrat znan
v šoli, torej več 100 ljudi ga je dobro poznalo po njegovem navdušenju nad škofom Leničem. Imel je govore, recitiral je, torej imel je javne govore o škofu Leniču in pač dogodki, ki jih on opisuje v knjigi, teh dogodkov se živo spominjam, naprimer opisuje, kako so ga razni učenci iz te šole jezili, ko so izrekali razna vulgarna bogokletja in se polon jezil vse, to se me živo spremlja, to so bili moji sošolci, ki so izrekali te stvari. Miklavž potem tudi opisuje, kako je recimo nekoč napisal Živelj škof Lenič na stol in potem so še drugi ljudje pisali Živelj škof Lenič in je potem imel težave z ravnateljico zaradi tega, torej ti drugi učenci, ki so pisali Živelj škof Lenič, to sem imel jaz med drugim. Torej, stvar se še dalje razteza, tudi potem več let, ko je Miklavž zapustil osnovno šolo, je bila to glavna šala, pač še leta potem se je pisalo Živelj škof Lenič in še v gimnaziji, v katero sem hodil, v kateri je bilo v vsakem razredu samo nekaj učencev iz naše osnovne šole, sem slučajno enkrat napisal Živelj škof Lenič kot pač neka šala. In takoj se je pojavilo v učilnici za fiziko, čez nekaj dni še nekaj dodatnih napisov Živelj škof Lenič in potem neko dopisovanje, torej si tiste in te osnovne šole si poznal Miklavža in tako naprej. Skratka, jaz nisem vseh teh letih, ko sem potem Miklavža dobro poznal in sva se o marsičem pogovarjala, prav nikoli ga nisem nič vprašal o njegovem odnosu s škofom Leničem, nič o teh dogodkih, nič o tem teatru, ki smo mu bili priče v osnovni šoli, pač iz občutka obzirnosti, ker mi je bilo jasno, da to ni mogel biti zgolj teater, ampak da je bila to neka zelo osebna in zelo resna zadeva. Skratka, in ta knjiga piše prav o tem. Torej, zdaj ne bom se spuščal v slog, v Miklavževo neko to minuciozno detaljiranje in neko ta občutek za okras. Jaz bi predvsem se vsebini posvetil in bi rad rekel, da je torej se tako zame bila težka knjiga, tako osebna, intenzivna, iskrena in predvsem ni podobna ničemur, kar danes izhaja, po mojem mnenju. Torej, prvo vprašanje bi se nanašalo prav na to avtobiografskost. Namreč, v kakšni meri ti razumeš, da je avtobiografski roman, torej konkretno tvoj roman, ena privilegirana pozicija za izrekanje tvoje intime, tvoje eksistencialne pozicije v odnosu do tvoje lirične poezije. Torej, v čem je ta razlika med izrekanjem tvoje eksistencialne situacije, če tako rečemo, tvoje dosedanje lirični poeziji in kaj prinaša novega ta roman, svojo formo avtobiografske? Pozdravljeni, to je v bistvu kompleksno vprašanje zdaj, ko je zastavljeno v odnosu do moje poezije, moram reči, da ravno o škofu Leniču imam posvečen cikel v knjigi Rosa iz leta 2002, ampak seveda tam gre za popolnoma drugačen način izrekanja, ki seveda tudi najbrž nihče ne bi prepoznal osebe, o kateri govorim in tako naprej. Skratka, pojavlja se celo v več pesmih, zato ker je bilo to moje srečanje z škofom Stanislavom Leničem v konec 80-ih letih, potem do njegove smrti, začetek 90-ih let, je bil eno najpomembnejših srečanj v mojem življenju, ki je bilo obenem tudi srečanje s smrtjo, z bližino smrti, s poskusom odganjanja smrti. Vsem tem govori ta knjiga, v kateri je dejansko vpisan ga z veliko avtobiografskega, se mi pa zdi ta načelno vprašanje, zdaj, kaj je avtobiografski roman, ali pa kakšno je tudi razmerje med fikcijo in med neko faktografijo, razlika od takega romana in pa nekih spominov, seveda že to vsak pač pozna, že ko si poskušamo pravzaprav obnoviti neko dogajanje, ni treba, da je sploh tako oddaljeno v svojem spominu, najbolj iskreno do sebe, najbolj z vrtanjem po globinah tistega časa, pa potem recimo odkrijemo na neke dokumente iz tistega časa, lahko skoraj pravilno odkrijemo, koliko je v bistvu noter fikcije, koliko smo si sami pravzaprav, skratka, že sama strukturacija nekih spominov, neke zgodbe ima pač po definiciji ima strukturo
fiktivno in s tem se tukaj tudi zelo eksplicitno ukvarjam, ker se te spomini, pravzaprav že samo dogajanje, povezujejo vse čas z neko idejo zapisovanja in hkrati izmikanja zapisovanju. Pravzaprav to prvo resnično srečanje se ne zgodi v nekem prostoru faktografije, se zgodi v prostoru sanj, ki so dejansko konkretne sanje, ampak ki sem jih moral seveda spet na nek način izumiti na novo, da so postale, da je mogoče saj neka slutnja tega občutja lahko prenesena že v prostor budnosti, kaj še potem v prostor neke knjige. Je pa v zvezi z romanom, lahko tudi neko drugo zvrstjo, recimo dramo in avtobiografskostjo mi je izjemno blizu, kar je o tem pisala Djuna Barnes, ameriška pisateljica, pesnica, dramatičarka, ravno tudi dolgo časa se že ukvarjam s prevajanjem njene drame Antifona, ki bo zdaj kmalu, upam, končno šla. In ona je bila taka, blazno ni marala govoriti o osebnih stvareh iz svojega življenja. In pa hkrati je pa v vseh najbolj dramatičnih, najbolj osebnih stvareh zelo direktno pisala v svojih literarnih delih, hkrati pa je bila skoraj alergična, če je kdo kot taka jih hotel brati. Skratka, bilo ji je pomembno, bila je prepričana, da popolnoma drugače obstajajo v tem prostoru njenega teksta te stvari in v enem pismu izrecno o tem piše, kako pravzaprav ona nikoli ne govori svoje biografije, da je pa ena velika možnost umetnosti besedne to, da so pravzaprav lahko tudi neke najbolj intimne, najbolj osebne stvari postavljene v njej v en tak prostor, da to ne pomeni na tisti banalen način govoriti o njih, da jih izdaš, ampak da še vedno ostaja na način skrivnosti, neoskrunjena, neizdana in da pravzaprav samo res bralec, ki najde stik skoraj na način neke iniciacije, pravzaprav ima do tega dostop. Ne v smislu, tega ne razumem v smislu neke izključujočosti, v tem smislu, da pač moraš imeti neke ključe, da lahko prepoznaš stvari, ampak v smislu, kako globoko si pripravljen nekam vstopiti. Ja, no, ravno si pravzaprav odgovoril na vsa podvprašanja, ki so se prav tega tikala, namreč odnosa neke faktičnosti in sanj in domišljije. Skratka, praviš, da kot Djuna Barnes, da je pisala o svojih najbolj dramatičnih zadevah, o katerih ni želela govoriti, hkrati pa je bila alergična na to, če so to razumeli kot zapisovanje njene. Kot preveč, če so jo preveč na ta način. Rekaj, jaz nikoli ne dajem ven svoje biografije. Ja. Kar jo razumem, ne? Ker je dejansko se je tudi zdelo, da bi pač bile te stvari zbanalizirane, če bi jih na način. Medtem ko neko dramo, nek roman svoj, ki je spet na zelo specifičen način napisan in tudi za njeno pisanje velja to, kar si rekel, ni podobno ničemur, ne samo kar se danes piše, ampak sploh kar so drugi pisali. Skratka je en poseben način vzpostavila med načinom obstajanja teksta in teh zunaj tekstualnih stvari. No, preden bi šla še k tem težkim temam, bi samo eno drobnarijo vprašal glede tvojega sloga, namreč so neki pasusi, kjer gre za neko minuciozno detaljiranje in tvoja ljubezen do okrasa, do preteklih časov. Zanima me, torej, kakšen je po tvojem mnenju namen tega? Ti to razumeš kot neka lepa forma, ki sama po sebi prikliče substanco ali substanca hkrati so obstojeti, kot recimo liturgična oblačila, neki svojo formo že prinašajo neko substanco, ker je nekaj takih zelo lepih in zelo dolgih mest, ne zelo natančne, zelo okrašene. Ja, s tem se pravzaprav zelo zavestno ukvarja tudi ta liturgična oblačila, ki jih omenjaš, prav v njih pišem. In so tudi dejansko imela zelo pomembno mesto pri mojem vstopu recimo v ta prostor. To je pač prostor,
katolicizma na en zelo poseben način doživljenega največ. Tudi enega katolicizma, ki v taki obliki najbrž sploh danes ne obstaja, ali pa zelo malo ga obstaja, ali pa saj pri nas ne obstaja na en način. Skratka, ta nek svet, ki je doživljen, celo z neko veliko bolečino doživljen tudi kot nek izginjajoč svet, neke strašne, sublimne lepote, ki se je potem tudi v teh ambientih nekako izgubila. Že v času drugega Vatikanskega koncila se je to zelo močno začela izgubljati. Tukaj me pa zanima pravzaprav, skupaj postavljam ta stari svet na več nivojih preko tega katoliškega, ki je tudi še v tradiciji ljubljanskih škofov združeval še ta kneza in škofa, ne več v času škofa Leniča, ampak pač pred drugo svetovno vojno. Skratka, neka aluzija na soobstoj te svetne in duhovne oblasti, ki tudi v romanu ves čas nastopa v povezavi katedrale in gradu, ki je pa spet grad, ki ga predelujejo, ki je razpadel, ki ima noter še sledi geslo Friedricha III. Cesarja, pa obenem izgineva in potem tudi fascinacija recimo z enim svetom, do katerega je takrat še med ljudmi, ki so bili živi, bil ta živ odnos, ker so pač še bili ljudje takrat do te Habsburške monarhije in tudi ta protagonist prvoosebni romana vzpostavi nek stik z pač prestolonaslednikom, tedanjim Ottom von Habsburgom. To je tudi avtobiografski detajl in hkrati tudi presenečenje, ker recimo on išče recimo ravno ta stik v jedru, ga zanima ta v bistvu vzvišena aristokratska tradicija, on govori pa o demokraciji tukaj, čeprav to je pač pojem. Ta roman se dogaja v enih zelo turbulentnih časih, ki so bili časi velikih družbenih sprememb, novih družbenih gibanj, ko se je vse postavljalo nekako pod vprašanj. Čas, ki je bil na nek način zelo težek, tudi zelo travmatičen, ker se je potem že zelo kmalu začelo to vojno vzdušje približevati. Po drugi strani izjemno bogat čas, v katerem so bile možne take nenavadne kombinacije, ki potem niso bile več možne. To nekje na robu, nekje to pokažem, ne spuščam se pa zelo veliko v to. Dalo bi se pa seveda v tem ogromno stvari pisati, ampak zdaj, kar se tiče sloga, če sem omenil en moment baroka, sem mislil, ta omaž v romanu je nekaj omaža baroku, recimo tudi so neki opisi ljubljanske stolnice zelo prepoznavni, nekih verzov, recimo enega nagrobnika v ljubljanski stolnici, ki govori o niču, ki je prav tak pesniško-filozofski tekst na enem od nagrobnikov v ljubljanski stolnici, enega zelo bogatega trgovca, najbogatejših Ljubljančanov, ki potem eno meditacijo o ničevosti in niče vsega si postavi na grob, čudovit tekst. In tudi na tej sintaktični ravni eni odlomki so mogoče skoraj gongoristični, ne, mislim, da prevelik del romana, ampak recimo neka sintaksa, ki je tudi omaž sintaksi baroka, ki pa spet eno posebno senzibiliteto zaznave predpostavlja. Skratka, to nikjer ni samo dekor, saj jaz nisem tako doživljal, oziroma tudi sam dekor doživljam kot nekaj, kar je, kot praviš, povezano s substanco. S tem sem se večkrat, recimo v Firencah, sem vedno mi je ista misel prišla, kadar sem se sprehajal mimo florentinske katedrale pa Giottovega zvonika, kjer je po eni strani zelo ta jasna kubične gmote in blazno minuciozen, detajli, že filigransko, čudovito izdelano, prav res okras je, dekor tudi. Sem ravno potem o tem razmerju med to substanco in dekorjem razmišljal, kako pravzaprav ima ta okras funkcijo, da so pravzaprav te gmote resnično dosežene. Da če bi bile samo gmote, ne bi bile od človeka tako resnično dosežene, kot so. Skratka, da je ta okras pravzaprav nekaj, s čimer šele zares simbolno je naseljen
ta prostor s prezenco. In tako je tudi tukaj. V enih momentih, po drugi strani je seveda zdaj naslov Skrij me sneg, eno poglavje, celo v bistvu govori o snežinkah na v bistvu zelo abstrakten ali pa zelo konkreten način. Tukaj se mi zdi, da ta minucioznost je hkrati tudi na tej ravni samega, ne vem, snega, sneg je, če ga mikroskopsko gledamo, je iz neskončno minucioznih geometrijskih delcev snežink, od katerih je vsaka neponovljiva, ni dveh enakih, cela zgodba je vsak in to blazna geometrija, lepota, natančnost, okras. Potem skupaj, ko pridejo sedelno, se tudi polomijo drugo in drugo, kot na enem bojišču, ko zapadejo, ustvarjajo ta občutek preprostosti, čistosti, nedotaknjenosti. In nekaj tega je tudi v tem romanu, pravzaprav na začetku se pojavi neki rokopis, ki se v sanjah pojavijo, pravzaprav še preden res srečam tega škofa, rokopis spominov nanj in vsa ta knjiga je pravzaprav pisanje tega, kar je na tem sanjskem rokopisu, ampak na koncu je pravzaprav zato, da ta belina ostane neizdana, da te strani ostanejo čiste kot sneg, nenapisane. Kar je pa seveda s tem že tudi meditacija o smrti. No, zdaj pa ravno prehajamo k smrti. Torej, seveda je smrt v nekem smislu glavna tema tega romana in tudi sicer ves čas srečujemo pri tebi umiranje, propadanje, razpadanje, vnovično vstajanje od mrtvih, oživljanje, trupla, lobanje in tako naprej. Torej, najprej zelo hiter odgovor, ker glavno vprašanje še pride, če bi kdo rekel, da si obseden s smrtjo, kaj bi mogel. To mi je rekel profesor Janez Vrečko ob Kosovelu, da sicer to pustimo zdaj to polemiko, mogoče je tudi smrt na zelo drugačen način poskušam doživljati, kot je običajno. Posebno na samo svoj način se ni mi blizu Spinozova misel, da svoboden človek o ničemer ne razmišljam manj kot o smrti. To mi je tuje, dosti bližnja mi je, ne vem, da je pač to center, iz katerega pravzaprav vse izhaja. No, seveda, torej to je klasična tema, jasno, že klišejska, ampak ti se na nek zdi samo svoj način tega lotevaš. No, ampak zdaj glavno vprašanje pa je povezano pač prav s to institucijo, kajti pred točno 2 letoma in pol je prav na tem mestu sedel sedanji patriarh Srpske pravoslavne cerkve, takrat še zagrebško-ljubljanski metropolit. Mimogrede Ignacija Fridl mu je potem, torej še neke gospe so se nekaj pogovarjale potem in so rekli, da je zelo podoben torej Lovru Komanu. In so mu tudi to povedali, je bil kar zadovoljen, kot sem povedal, tako da če v tradiciji prehajanja identitet. V tvojem romanu, skratka, metropolit je takrat povedal o umetniku in o njegovem odnosu do smrti tole. In pač me zanima tvoja interpretacija tega, kar se tiče tega romana. Vsak umetnik živi v konkretnem prostoru in času in po definiciji počne 2 stvari. Po eni strani se prek njegovega ustvarjanja pojavljajo okoliščine, v katerih živi, čas in prostor, iz katerega izhaja. Vendar umetnik ni zgolj fotograf, on ne predstavlja zgolj dejstev časa in prostora, v katerem se nahaja, temveč izhajajoč iz te realnosti umetnik prikazuje svojo vizijo sveta, kakršen bi po njegovem mnenju moral biti, ne kakršen je. Kakršen bi moral biti v smislu boljšega stanja dostojanstva tako posameznika kot skupnosti. Vse to lahko zadeva aktualne teme, aktualno problematiko in tako naprej, torej povezava z globalnim kontekstom, v katerem se umetnik nahaja, ampak po drugi strani pa najpogostejše obstaja neka metafizična osnova glede na to, da umetnost, torej ne samo da umetnika osvobaja od omejitev individualizma, egoizma in samoljubja, ampak je v umetnosti umetnik soočen tudi s prvo in zadnjo ter najstrašnejšo omejitvijo človeškega rodu kot takega, to pa je pravzaprav minljivost in smrt. V tem smislu ima umetnost kot nekaj, kar ima v sebi mistično jedro, tudi metafizično težnjo in hrepenenje. Torej, zdaj me predvsem zanima, a je taka, recimo, klasična definicija tega umetnikovega tematiziranja smrti, bi rekel, da to velja za tvoj roman, ali bi rekel, da je pri tebi situacija nekoliko drugačna, bolj kompleksna? V tem romanu
mogoče, ko je ta dvojica, minevanje smrt na nek način poskuša smrt ne pokazati na isti strani z minevanjem, ampak jo nekako razločiti od minevanja. Čeprav roman seveda govori tudi o minevanju, tudi o razpadanju, ampak poskuša pravzaprav to soočenje s smrtjo, smrt samo pravzaprav na en še bolj skrivno, v bistvu ravno v soočenju s smrtjo neko preseganje minevanja najti. Zdaj to je seveda res ta roman, to, kar si seveda prebral, ta roman se s tem ne samo pač, da se vsaka umetnost, umetniško delo, pač vsaj tako, ki gre nekoliko više, globlje s to problematiko sooča, ampak ta roman je zelo, bi rekel, eksplicitno o njej govori. Govori o eni veliki, bi rekel, traumatiziranosti enega mladeniča z smrtjo, sploh z dejstvom smrti, ki ga dojema na en način, kot ga ljudje običajno ne. To je spet recimo ena moja izkušnja noter opisana, ki jo tudi opisujem. Meni je bilo bolj traumatično pravzaprav, ne to, veš, ljudje umirajo, ampak recimo neskončno traumatična misel, pa še zdaj se mi zdi pretenciozno, ne morem pristati na take, kako bi rekel, grde besede o soncu, da ko v nekem učbeniku tam preberem sonce čez, ne vem, sonce čez 10 milijard let bo ugasnilo, vse to propada, ne, mislim, če bi to res, in potem če bi to res verjeli, zakaj potem hišo bi postavil, ne? Pa še vedno to mislim, tega mogoče vsak ne razume, ampak brez neke večnosti, pravzaprav dejansko ne vidim smisla najmanjšega dejanja človeškega ali pa skratka, in je ta večnost je ravno tako močno prisotna. Po drugi strani se v ta roman pravzaprav ne samo v smrti, ampak tudi v konkretnem razpadanju, ki se na več nivojih dogaja, in to sem, zdaj če govorimo čisto o strukturi in o stilnih in o postopkovnih nivojih, sem tudi zavestno recimo opisal povezavo med razpadanjem recimo telesa človeka, ki umira, in neke dežele, čeprav je tukaj zelo spet ambivalenten odnos do te dežele, da pa čas razpadanja Jugoslavije, ki ga tukaj pač povežem na enih točkih mogoče prepoznavno ali pa tudi ne z elementi Gralovega mita, kjer se tudi to pojavlja. Tudi so noter določene reference na alkimijo, na Jakoba Böhme, na egipčansko knjigo mrtvih, na razne magične tradicije, ki poskušajo pravzaprav drugače postaviti to razmerje med življenjem in smrtjo. In to se potem tiče tudi seveda temeljnega sploh vprašanja tudi časovnosti, razmerje med zgodovino in med nekim večnostjo v času. Ne? Tukaj se seveda ta mladenič, ki o tem razmišlja, se tudi zaplete, kdaj se, ne vem, to ni filozofski tekst, je tekst skozi izkušnjo, čeprav ima seveda določene filozofske implikacije, nedvomno, ampak se tudi na trenutke mogoče uživa v nekih labirintih, v katere se zapleta in v katere seveda do neke mere tudi v času tega pisanja se tudi sam poslušal. Čas problematiziraš, sam čas je problematiziraš. To pa vaš čas, dobro, to je tudi nekaj, kar je najbolj zelo bistvena stvar od začetka pri moji poeziji, ampak seveda v romanu je to dosti bolj, je ta napetost dosti bolj večna, dosti večja zaradi tega, ker forma romana pravzaprav običajno implicira eno drugačno časovnost, kot jo, čeprav imamo seveda potem že tudi dolgo časa potem tradicijo neke transformacije, problematizacije medija romana znotraj samega romana. Ne? Tukaj na en način se povezuje tudi s temi tradicijami, skratka, na različne načine vstopa. Vsekakor je tudi roman kot forma
jaz nisem nek, da bi rekel, kakšne ljudje so blazni ljubitelji romana, berejo romane. Jaz v bistvu malo berem romane, ali pa zelo malo proze je, ki me resnično navduši. Zelo hitro imam pri prozi pravzaprav občutek, zakaj človek pričakuje od mene, da jaz temu sledim. Zelo pogosto, zdaj ne vem, kakšen bodo imeli bralci, ko bo to brali moje, to je pač, to je druga stvar, ampak ni mi recimo roman ena forma, ali pa so mi bližje kakšne, ne vem, starejše forme literature, ali pa v mnogih vidim več smisla kot v romanu, ravno zaradi tega je pa potem tukaj na posebnah, pa kljub vsemu to ima to forma, skratka je nekaj, kar kljub vsemu se v tej formi artikulira, zdaj seveda, to se lahko tudi različno, lahko bo kdo rekel, vse to pa ni, mislim, te zvrstne opredelitve me pravzaprav nikoli ne, tako kot si prej omenil, dramska pesnitev, recimo ni mogoče čakati za manj, lahko jo bo kdo drugače videl, mislim, ni ne čist pesnitev, ne drama, ena posebna forma je in tudi ta roman ima eno zelo svojsko formo, to ni roman v načinu, katerega bi lahko napisal še kak drug roman podoben tudi prozo, kar poskušam recimo proze zdaj pisati, je zelo drugačno po načinu pisanja, čeprav se seveda delno tudi povezuje, seveda se, ampak je to pač ena knjiga, ki je unikum in ki ima res eno posebno mesto v mojem pisanju, ne samo pisanju, tudi življenju, doživljanju, skratka je neka zelo bistveno izkušnjo poskuša posredovati, ki je najbrž zelo drugačna od večine tega, kako se danes poskuša recimo zgodovino razumeti, čeprav mislim, da se dotika enih zelo bistvenih stvari, tako da, ko je bil ta citat od metropolita, od patriarha sedanjega srbskega, bi to mogoče še dodal, to, ko on pravi, da bi pokazal svet, kakršen bi moral biti. Jaz tega ne bi razumel v tem smislu, da bi to pomenilo, da bi morala literatura, lahko tudi to počne, ampak da bi morala kazati nek utopičen ali pa pač da bi morala prikazovati neko boljšo, ne vem, realizacijo družbeno, medčloveško in tako naprej, ampak vidim smisel te izjave v tem, da pravzaprav v tej realnosti, kot jo percipiramo, odkrije ene bolj resnične osnove, ki sploh to realno ženijo. Na ta način bi razumel, skratka, boljši svet, ne da bi ta svet moral biti drug, ne da bi ga v enem gnostičnem smislu hotel izboljševati ali pa zamenjati ali pa reči, to je neki zli demiurg naredil in jaz zdaj se postavljam, da je boljša, ampak da pravzaprav v tem svetu, mislim, vse umetnost vedno to dela, da v tej realnosti pravzaprav odkrije, da so neke čisto druge sile na delu in to je v bistvu zelo v sodobni, v današnji umetnosti je to eno zelo pomembno vprašanje, zato ker se mi zdi, da na raznih nivojih, od vizualne do tudi pisanja umetnosti, se mi zdi, da je ena zelo tendenca, da se vnaprej določi, kakšen je okvir, kaj pravzaprav deluje, kje sile so na delu in to je v glavnem tak zelo ozek družbeni, sociološki okvir. Skratka, da je to kot ultimativna realnost, ena taka realnost, ob kateri recimo se protagonistu tega romana ne bi zdelo sploh vredno živeti. Ne, to jaz sem bolj mislil, da v tem smislu, da pač realnost, ki te moti, je smrt, ne pa družbene okoliščine. Ne, to sem razumel, sem tako razumel to izjavo, sem polemičen bil, v smislu ravno, kako bi to razumel. Zdaj, žal moramo se posvetiti zadnjemu vprašanju in moramo nekaj vprašanj izpustiti, ker je že toliko ura. To se bo tikalo prav vprašanja realnosti v odnosu do pač tega lastnega kreiranja realnosti, te želje in v povezavi z domišljijo in sanjami in večnostjo, o kateri si govoril. Če za hip spet citiram
srbskega patriarha, ki je tu sedel pred 2 letoma in pol, pravi, umetnost je iskanje resnice. Resnica oziroma istina pa je tisto, kar je vedno isto. In s tem je torej umetnost nerazložljivo povezana z večnostjo. In glede na to, da je umetnost iskanje resnice, mora biti tudi iskanje večnosti. To pomeni, da je upor proti minljivosti, upor proti smrti. To na vsezadnje velja za vse vrste človekovih dejavnosti, ki se lahko imenujejo ustvarjanje. Znanost, filozofija, politika, to je v bistvu vse iskanje boljšega. In vsako iskanje boljšega je prvi korak k iskanju popolnosti. In pravi takole, ko malo izboljšate svojo družbo, okoliščine, v katerih živite, ko se malo dotaknete sence večnosti, ste še bolj željni. Kdor raste v odkrivanju resnice in lepote prek umetniškega ustvarjanja v sebi, ta ima nezaustavljivo vedno večjo potrebo po popolnejšem, bolj dovršenem in torej večjo potrebo po resnici in večjo potrebo po večnosti. Ko je človekov omračen, ko je njegov notranji svet zmešnjavi, ko je izgubljen, ko ni okusil drobtine in kaplje, lepote, resnice, lepote, večnosti, tedaj pravzaprav ne ve, kaj to pomeni, v trenutku pa, ko to enkrat okusi, se v njem zgodi vedno večja lakota do te mere, da ta lakota postane nepotešljiva. Torej, zanima me govori o resnici, o tem, kar je vedno isto, o realnosti. Zanima me, torej, v tej tvoji knjigi si ti precej poigravaš z konstituiranjem realnosti, z sanjami, z domišljijo, z lastnim konstituiranjem realnosti, v nasprotju s tem, kar recimo naj bi bila realnost, torej to, da človek umre in razpade. Ne? In se v bistvu, je to v bistvu torej, Porfirij je rekel, da je to upor proti tej realnosti. Ampak torej mene zanima predvsem, kako ti razumeš ta odnos realnosti oziroma resnice, tega, kar je vedno isto in tvojega lastnega, te tvoje lastne želje po konstruiranju realnosti in domišljijo in sanjami. Ja, to je spet eno tako temeljno vprašanje, ki se ne samo tega romana, ampak vsega dotika. Moram reči, da je izjemno blizu ravno ta poudarjen, pač ta istina kot isto. O tem sem pravzaprav večkrat, tudi v kakšni pesmi imam, recimo celo eksplicitno o tem. In to je najbrž nekaj, kar je predvsem proti toku današnje tudi umetnosti. Meni je dejansko ideal tista umetnost, ki, tako kot stara Grčanska, ki je isto poskuša. Ne to, da poskušaš skozi nekaj novega, pa drugega, ampak dejansko temu istemu se približati. To lahko koga potem zmoti, ker je potem tudi seveda eden od načinov, eden od postopkov, ki evocira to isto, je seveda tudi ponavljanje. Ne? Tukaj so noter pasaže velikega ponavljanja, ne? Celo tudi konkretno ponavljanja molitve, ki je najčistejši primer ravno tega, kako seveda ravno s tem ponavljanjem se to isto kot neponovljivo razodeva. Skratka, ta moment konstruiranja, ustvarjanja, kreiranja realnosti, to je zelo bistveno tukaj. Ne? V bistvu tudi v ta svet, ki je v bistvu zelo drug, vstopam ravno z neko blazno željo po kreiranju in potem tudi ta prvi, potem zunaj san stik s Škofom je pravzaprav tukaj povezan tega mladeniča s tem, da recimo mu napiše pismo in ga zna, kako nekdo star človek, za katerega bo umrl, čisto z drugega sveta, z drugo zgodovino kot on, recimo dobi to njegovo pismo in že, ne vem, že to pismo, ne vem, neke premike oči, mislim, nekaj določi, nekaj spremeni, neki mikronski v življenju drugega, skratka, ta razmerje med enim svetom, ki ga ta mladenič predvsem solipsistično doživlja in vprašanjem intersubjektivnosti, recimo je tukaj zelo bistveno in tukaj seveda je ravno smrt tista, ki pravzaprav najbolj travmatično se tukaj postavlja, ne, ali pa kot nekaj, kar skratka, ta odnos tvojega kreiranja realnosti, odnosu do tega, kar je vedno isto. Ampak seveda, ko bistveno je tudi tukaj pač ta zavest, ne, ko rečem mojega kreiranja realnosti, seveda se potem tukaj postavlja to vprašanje, kdo sem jaz. Ne? Ker če bi
svoj ta partikularni jaz, empirične osebe s tem povezoval, je potem to ali velika neumnost, napuh, skratka omejenost, neka tovrstna stvar. Ne? Tukaj gre, ko govorim o svojem kreiranju realnosti, ki je bolj ravno za odpoved tej, tukaj je seveda smrt bistvena, za odpoved tej omejenemu jazu in stik s tistim, kar je seveda ta resnični jaz, ki je neuničljiv, recimo tako kot v smislu Upanišad ali pa Mojstra Ekarta. V tem smislu, ne, je skratka ta želja po, tudi če se tukaj začne, seveda v tem romanu se začne kot ena taka skoraj otroška igra ali pa eksperiment, seveda se potem sooči z enimi drugimi vprašanji odgovornosti, ki jih tudi ta mladenič seveda ne vzdrži tukaj v celoti. Zdaj da na koncu ostane rokopis nenapisan, je hkrati tudi seveda povezan s tem, da je on pred nalogo, pred katero je bil na začetku. Eno tako zelo bistveno mesto v romanu ta mladenič pravzaprav ne pusti. Hoče nekako rešiti škofa pred smrtjo, ampak s tem tudi cel svet. Skratka, hoče ob smrti tega škofa čuti, da se ga ta temeljni problem smrti tako globoko tiče, on poskuša nekako rešiti ga smrti in potem na neki točki škof sam reče, mislim, zakaj me ne pustiš umreti. In dejansko potem, to je čisto na koncu romana, ravno zato, ker ga ne pusti umreti, ker na to vprašanje ne zna odgovoriti adekvatno, ga v resnici pusti umreti in se tudi ta stik zmanjša. Ne? Skratka, ker to je pa vprašanje spet ravno svobode. Ne? Ker je, dobro, s tem se seveda spet dotika, tukaj se je pač ena zgodba, ki je zelo posebna, se pa dotika zelo temeljnih vprašanj tudi končno današnjega časa. Ne? Ravno ta smrti in svobode in tako naprej. In tukaj je ena ključna točka v tem romanu, ker na nek način je seveda ravno to je tudi problem pri raznih takih fanatizmih ali pa to, tisto, ko hoče na ta način premagati smrt, ne pusti, potem zlahka ubija, recimo. Skratka, tukaj se poveže, nastavljeno je pravzaprav veliko nekih problemov v tem romanu, ki segajo onkraj romana, ne? Niso vsa razrešena v njem. Nekatere so pravzaprav samo zaostrene do te točke, da zahteva, da se nekje drugje o njih razmišlja, meditira. Razumem pa celoto kot noter je veliko takih težkih, sploh zame v procesu pisanja, še posebno stvari. Mislim pa, da je, saj za moj občutek je to taka nežna knjiga. Je nežna knjiga. Je pa težka. Hvala lepa, s tem bi morali nažalost počasi zaključiti. O tem se da še mnogo govoriti, morda bova še kje o kakšni drugi priložnosti še govorila. Skratka, 25. zvezek Knezove knjižnice, v kateri so išla mnoga tudi temeljna dela slovenske literature, tudi Cankar je precej izdajal v tej zbirki in sedaj roman Skrime sneg Miklavža Komelja. Hvala lepa.